V 17. kolu prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Domžal gostovali v Kidričevem. Domači Aluminij je v tekmo krenil s predzadnjega mesta, a je bil že 4 tekme brez poraza. Na drugi strani so rumeni na zadnji tekmi pred reprezentančnim odmorom spet proti nič premagali Gorico. Trener Simon Rožman je v udarni enajsterici opravil 2 zamenjavi. Na mesto poškodovanega kapetana Luke Žinka je tekmo začel Zeni Husmani, v srednjo obrambno vrsto pa se je vrnil Gaber Dobrovoljc. Čeprav je bila tekma odigrana v lepem sončnem vremenu, je močno deževje v zadnjih dneh pustilo posledice na igrišču, ki je bilo izjemno mehko in posledično zelo težko za igro. Srečanje so sredine igrišča začeli nogometaši Domžal, ki so hitro prešli v vodstvo. Že v 6. minuti je po podaji Jureta Balkovca nesrečno svojo mrežo zatresel nogometaš Aluminija Milan Kocič in rumeni so hitro povedli. V 15. minuti nova priložnost za Domžalčane, po podaji Volariča je poizkušal Alvir, potem še Vuk. Žoga je znova prišla do Alvirja, Hrvat je sprožil, toda za las mimo desne vratnice. V 31. minuti prva priložnost za domačine, Krljanović je našel Škofleka, ta je žogo namestil Jakšiču, na pravem mestu pa je bil vratar Dejan Milič. In še en poizkus Dejana Krljanovića, neposredno iz prostega strela, prečka pa je rešila Domžalčane. Prvi polčas se je torej končal z minimalnim vodstvom rumenim, med odmorom prva zamenjava pri Aluminiju, na mesto Škofleka je vstopil Rebernik, Domžalčani pa so tudi drugi polčas začeli podobno kot prvega. Že v 56. minuti podvojitev vodstva, strelec pa Slobodan Vuk, ki je dosegel svoj 7. gol v sezoni in že 36. v rumenem dresu, s čimer je sedaj sam na vrhu večne lestvice strelcev Domžal v najmočnejši slovenski ligi. 62. minuta. Napaka vratarja Luke Janžekoviča, na pravem mestu je bil Antonijo Mance, ki je z 25 metrov zatresel prazno mrežo in dosegel svoj 2. gol v sezoni. Domžalčani so torej že po dobri uri igre vodili s 3-0, v 68. minuti pa priložnost za Aluminij, streljal je Vrbanec, na pravem mestu pa Milič. Minuto pozneje poizkus Zenija Husmanija, odlična obramba Janžekoviča, sledil je Kot z desne strani, podal je Jure Balkovec na prvo vratnico, tam pa je bil Gaber Dobrovoljc, ki je v 70. minuti postavil izid Aluminij Domžale 0-4 in Dobrovoljc je tudi dosegel svoj 4. gol v letošnji sezoni. Za konec še priložnost za Aluminij v 81. minuti, takole strel z razdalje Krljanovića, žoga mimo desne vratnice. Iskrene čestitke fantom še enkrat. Nekako zunanje okoliščine se zelo menjavajo, pomeni, govorimo o vremenu, o igrišču in tako naprej. Mislim pa, da naša notranja moč, notranja osebina, tisto, kar je za nas, bom rekel, pomembno, ostaja ista. Fanti, bom rekel, izjemno požrtvovalni na naši tekmi. Vsebinsko je bilo težko se, bom rekel, prilagoditi na vse stvari, kljub vsemu pa mislim, da smo imeli zelo dober izkoristek svojih priložnosti, ne nazadnje spet dosegli eno visoko zmago in bom rekel, smo in jaz in bom rekel, ves stav, ki dela z nami, predvsem pa igravci, vsi skupaj zelo veseli. Domžalčani so dosegli 10. zmago v letošnji sezoni in na lestvici trdno držijo 3. mesto. V oči bode tudi izjemna učinkovitost, saj so rumeni na vsega 17 tekmah dosegli že 40 golov oziroma v povprečju več kot 2,3 gola na tekmo. Naslednja preizkušnja jih čaka že v soboto ob 16, ko bo v športnem parku gostovalo 4. Celje. Tekma bo imela tudi dobrodelno noto, saj bo v znamenju Anine zvezdice.